Če kdo od nas Salezijancev, potem gotovo gospod Ambrožič globoko čuti, kako je Gospod vodil njegovo pot. Ko si v tišini senčnatega Golovca privošči malo počitka, se njegov pogled zazre daleč tja preko rakovniškega svetišča na ribniške gozdove, kjer leži njegova rojstna vas. Takrat se mu obodijo spomini na kratko, a srečno otroštvo in na težka leta, v katerih je doživljal svojo mladost. Pred očmi se mu ponovno obodijo podobe koroških begunskih taborišč, kjer je čakal na gostoljubno deželo in ladjo, ki bi ga do nje popeljala. Potem tu že spomini na prihod v daljno Argentino, ki mu je gostoljubno ponudila drugi dom in novo domovino. Zgovorno in brez grenkobe v srcu takole pripoveduje o tistih časih. Iz Škrljevega, tam sem bil 1 leto, no iz Škrljevega sem bil pa tukaj na Rakovniku do konca vojne in od tukaj pa gor čez hribe. No, mene je rešil tale Bezgavka, ki je bila, torej se je že nekako bilo rakasta in tukaj vse odprto. Ko sem imel odprto rano, tukaj že, no potem pa takrat so prvič uporabljali penicilin. No. In so mi dali nekajkrat torej injekcijo. No, potem ko smo pa prišli čez mejo od Trsta, se je pa zacelilo in pol nisem nikoli ven. In to me je rešilo, drugače bi pač moral takrat sem bil glih v istih letih, ki so morali vsi naši kleriki pa bogoslovci so morali torej služiti vojaški rok. No, takrat jim vsi, ki so torej odšli, se nisi noben vrnil. So vse pobili. Potem smo se pa razselili, največ jih je šlo v Argentino. Drugače pa v Argentini, tam so pa vse z veseljem sprijeli. Tam pa ni bilo problema in ker ni bila prenaseljena, ker bila, torej Argentina je za 11 Jugoslavije je bila. Ja, dovolj ljudi pa je bilo okoli 10 milijonov, zdaj jih je že 20. No, pa takrat je bil Peron, pa Evita, to so nas prijeli vse, ta ni bilo problema. Samo komisija je prišla, ste se javili in potem, kada je bil za eno ladjo ljudi, pa so nas odpeljali dol. No, tam smo pa, delo so takoj dobili ljudje. Ni bilo nobenega problema. In hitro so si naredili hiše, svoje lastne hiše in tako. Tam se kar dobro počutijo, sicer saj. 10 let sem bil v knjigoveznici,
Potem sem bil pa v trgovini, v knjigarni. Torej ob sobotah in nedeljah smo pa imeli slovenski oratorij. Telefantes, ki jih je bilo zelo veliko, iz taborišča, tam smo se spoznali. Ja, to so pa Peligramosi, so nam dali prostore, ki je bil en del zavoda. Po 14 letih pa mi je ravnatelj rekel, pojdi malo na obisk domov, ne. Spodobi se, ker 20 let nisem videl domačih. V Rimu je bil takrat tudi profesor tale naš Kahne, sem rekel, tam bom pa že lažje dobil. No, potem sem bil pa tam v krajinskem zavodu, lep zavod je bil. In nikamor se ni mi mudilo. In najprvo smo vložili prošnjo, no in pol pa ni prišla od nikoder, pa so šel vprašati, kaj je zdaj. Pa so začeli iskati, ja prav, vse se je zgubilo, dajte še enkrat narediti prošnjo. No, pol sem pa prav hitro dobil. Mislim, da se Sebu hvali, da vam je on vrata odprl. Ja. Jaz sem prišel, torej, iz Italije, sem zjutraj zgodaj prišel z vlakom in sem potem šel, torej, na Rakon, sem šel peš, kaj sem prezal. Na Rakon sem prišel okrog 5 ure. In Sebo mi je vrata odprl, to se pa še zmeraj hvalijo, da me je on pustil noter. Dobro pa se spominja sobrata Vinka Furlana, ki je nad vse dobro vedel, kaj in kako je treba delati. Furlan ne bil mojster, njega pa ni noben posekal. A res? Je znal, pa hitr je bil za vse. Takoj, on je takoj odposlal, če je bilo treba. Ni čakal, recimo. In to je pa ljudem zelo bilo všeč. Ja, seveda. Posebno katehizmom, da si takoj dobil, samo sproščal. No, to še zdaj držimo, kakor se da. Gospod Ambrožič je še vedno živahen in delaven. Njegov dan je poln odgovornosti in dela. Dopoldan, če ne morem, grem ven, torej v park okoli Lurške, malo v gozd gor. Njegova priljubljena točka je Lurška. Tam pospravi dogorele sveče in poskrbi, da cvetje, ki ga prinašajo romarji, dobi primerno vazo in vodo. Ko je pri Lurški vse lepo in prav, in ko tudi njegova plemenita duša Materi Božji izpove vse svoje najbolj osebne zahvale, se odpravi v senčnati gozd Golovca. Tukaj ne sedi zato, da bi počival,
ampak zato, da bi v tej zeleni katedrali, v miru in tišini zrl na vsa tista čudovita pota življenja, po katerih ga je vodila Božja previdnost. Ti vodiš mi življenje, ti moja luč, si moja pot, ti kažeš radost mi veselje, ti ljubiš me, Gospod moj Bog. Ti danes znova ti me vodiš, sam zavezovabiš me. Skozi življenje z mano hodiš, spremljaš moje dneve vse. Od tu se mu spet odpre širok pogled preko rakovniškega svetišča na vso bližnjo in daljno okolico Ljubljane. Kaj vse je ta dežela doživela lepega, plemenitega, dobrega. Seveda pa njegova misel ne more mimo vsega tistega gorja, katerega ga je Božja previdnost milostno obvarovala. Znova ti me vodiš. Popoldne, ko bi pri svojih 91 križih upravičeno užival siesto, ga pa čaka obilica dela. Popoldan pa je navadno tukaj delo. Kadar je pa recimo je vestnik, je torej Božja beseda, pa to, tele stvari, to pa popoldan pride na vrsto. Četrtek se je treba potruditi, da pride potem v roke pred nedeljo. Tako od 30 do 40 paketov ali pa enkrat jih je bilo v enem dnevu, je bilo 90. Tak sicer manjših, Ja. ampak toliko več čez pa nismo prišli. 40 to pa okoli 20, 30, to je pa, kadar pride televizija. Ja, koliko spretnosti je še v teh rokah, ki so skrbno zavile in na pošto spravile cele gore knjig, pošiljk in druge običajne pošte. Tudi njegov korak je še vedno živahen, čvrst in gotov. Hodim še lahko, ampak recimo, če treba iti v breg, to pa že občutim. Palce ne maram, torej gospod Jurčak tudi ni maral palce na noben način. Tudi naš Maroša ne. Aha, vidite. Pravi, bojo pa ljudi rekli, da sem star. Ja, nič ne pomaga. Gospod, ti vodiš mi življenje, ti moja luč, si moja pot, ti kažeš radost mi veselje. In kje tiči skrivnost njegove neuničljive mladosti? Sam se ob tem vprašanju, ki mu ga ljudje pogosto zastavljajo, samo nasmehne. Iz njegovega življenja pa se lahko veliko naučimo. Rad moraš imeti svoje delo in svoji duši privoščiti dovolj lepot, da se ob njih utrujeno telo vedno znova poživlja in pomlaja.